Z lesom sem povezana že od malih nog, ker sem odrasla v bistvu v mizarski delavnici in nikoli nisem bila izpostavljena barbikam, kot so se moje kolegice v tistem času v bistvu bile, ampak sem imela v bistvu lesene kocke in pa dleto, kladivo in z njim ustvarjala. In potem po zaključku gimnazije sem v bistvu razmišljala, kaj bi želela početi, in ena izmed možnosti je bila matematika, druga zadeva, ki me je interesirala. In sem rekla, mogoče pa 1 leto niti ni dolgo, pa bi poskusila in šla na biotehniško na oddelek za lesarstvo, kjer sem v bistvu to svoj interes do lesa samo še povečala, ker sem ga v bistvu prej poznala kot material, iz katerega lahko naredimo pohištvo, nato pa ugotovila, da je les material, ki ima nešteto možnih uporab in da je veliko odprtih vprašanj, s katerimi se lahko ukvarjamo. Do danes je naša paleta raziskovalnega dela v skupini, katero vodim, zelo široka, medtem ko moja tista ključna raziskovalna vsebina je še vedno zgoščevanje oziroma termohidromehanska obdelava lesa, ki pomeni, da z visoko temperaturo, z visokim tlakom vodne pare in pa z mehanskim tlakom spremenimo v bistvu strukturo lesa in ga zgostimo in posledično povečamo mehanske lastnosti. Velikokrat so trditve, les kot material v interierju je zdrav, ki pa niso znanstveno še potrjene, do mere, do katere bi si želeli. Zato pa ravno naš center odličnosti InnoRenew, katerega pričenjamo vzpostavljati, želi prinesti družbi in gospodarstvu znanja, ki so potrebna, z dokazi podkrepljenimi, v bistvu raziskovalna dela usmeriti na način, da bomo prepričani, katero vrsto lesa in v kakšni obliki v bistvu uporabiti v interierju. InnoRenew je rezultat želje, da dobro prakso nemških inštitutov, ki delujejo zelo tesno v sodelovanju z okoljem, v katerem so, predvsem z gospodarstvom, prenesemo tudi v naš slovenski prostor. Ta ideja se je rodila že leta 2013 in na podlagi v bistvu sodelovanj, ki smo jih vzpostavili v okviru tako imenovanih cost akcij, smo si izbrali partnerja, s katerim smo si zadali cilj, da v Sloveniji ustanovimo inštitucijo, ki bo prenašala znanja uspešno tudi v gospodarstvo. Seveda je pa potrebno tu se zavedati, da imamo opravka s tradicionalnim sektorjem, ki velikokrat ne samo industrija, ampak tudi raziskovalni prostor deluje nekoliko konzervativno in se zavedamo, da je nujno potreben nek nov veter, nov vihar, in sicer preko interdisciplinarnega raziskovanja. In zato smo v bistvu skupaj sestavili konzorcij različnih partnerjev, ki pokrivajo tako kulturno dediščino kot zdravje, kot gradbeništvo. In sam cilj centra odličnosti je razviti nove tehnologije za učinkovito izrabo obnovljivih virov, predvsem lesa, ki je naš material prihodnosti v Sloveniji, in pa seveda s podporo gospodarstvu pri razvijanju novih poslovnih modelov, pri njihovem razvojnem delu, pri kreiranju inovativnih izdelkov, ki so tudi na globalnem trgu lahko uspešni in pa konkurenčni. Mislim, da je nek tak ključni izziv, da vsakdo najde svoje mesto in da dejansko znamo kreirati politike, ki bodo omogočile, da se les uporablja na različnih nivojih, da ne gre iz gozda neposredno v peči, ampak da gre dejansko najprej v uporabo. Drugo, kar je posledica tega vsesplošnega interesa po materialu, je pa seveda tudi primanjkovanje lesa v Evropi. Neke študije so narejene, da že leta 2020 bo v bistvu začelo primanjkovati konstrukcijskega lesa v evropskih gozdovih. Zato je še tako bolj pomembno, da raziskovalci
in pa znanstveniki najdemo nove tehnologije obdelave lesa, ki bodo omogočile, da tudi les slabše kakovosti in pa tudi nenazadnje plantažni les, les iz plantažnih nasadov, ki ga lahko začnemo uporabljati po 7, 10 ali 15 letih, odvisno od samega nasada, znamo koristno uporabiti v vse te namene, ker danes les že uporabljamo. Tako da dela je za vse nas ogromno. Raziskovalcev v slovenskem prostoru, ki se ukvarjajo v bistvu z raziskovanjem lesa, je veliko, pa hkrati ne veliko, zato ker odprtih možnosti za dejanski prodor in za inovativne produkte, ki jih lahko ponudimo slovenskemu gospodarstvu, bi želeli še več raziskovalcev. In tukaj Center odličnosti z priložnostjo zaposlitve že v prvem letu delovanja imamo namen zaposliti 36 novih sodelavcev. Gotovo bo pomagal tudi slovenskemu gospodarstvu, da bo ta razvoj mnogo hitrejši.